magistra Boruta Dolanca, vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke gospoda Danijela Krivca, ter poslanko v državnem zboru gospod Evo Irgl. Seveda ne smemo pozabiti tudi na podpredsednika Slovenske demokratske stranke ter ministra za notranje zadeve gospoda Aleša Hojsa, podpredsednico Slovenske demokratske stranke ter poslanko v Evropskem parlamentu gospod Romano Kump, na koncu predsednika Slovenske demokratske stranke ter predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Da začnemo, kot se spodobi, v čast naši preljubi Sloveniji, bomo na začetek prisluhnili mešanemu pevskemu zboru dr. Frančišek Lampe, ki nas bo skozi celoten program popeljal v svet glasbe. Prosim vas, da vsi ponosno vstanete in da skupaj prisluhnemo slovenski himni. Dobro vodenje je največkrat pogojeno z dobrim vodjem. To nam lahko potrdi vodja lokalnega odbora Kristjan Brus, ki že več let uspešno vodi naš odbor. Na oder tako vabim gospoda Kristjana, da nas z uvodnim nagovorom pozdravi pri nas v Idriji, zibelkej slovenskega naravoslovja. Prosim. Lep dober večer vsem v imenu našega odbora. Izredno smo bili počaščeni, da smo mi dobili organizacijo tega za nas velikega dogodka. Današnji dan skoraj nekako je bil gospod predsednik prvič v Idriji, takrat nas je bilo malo manj zbranih, sedaj nas je čedalje več in mislim, da je to tista prava pot in prava energija, ki bo naredila to Slovenijo počasi spet normalno. Tako da še enkrat hvala vsem prisotnim, ki ste se zbrali, cenjeni gostje. Upam, da boste uživali tako v programu, kot kasneje v naši domači kulinariki.
Hvala. Idrija je mesto, ki se poleg rudarske tradicije, dobro znane idrijske čipke ter pestre kulinarike lahko pohvali tudi številnimi priznanji ter pohvalami. Zadnjo v nizu letih je seveda drugo mesto po odstotku precepljenosti med vsemi slovenskimi občinami. Velika zasluga k temu prispevku gre tudi županu občine Idrija, gospodu Tomažu Venclju, ki ga sedaj vabim na oder. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi skupaj v Idriji. Ja, kot je rekla že gospodična Pevkova, res smo se v teh časih, korona časih, v Idriji zelo potrudili in prepeljali Idrijo zelo visoko po procentu precepljenosti v sami Sloveniji. No. Reč moram, da stvar smo zastavili na ta način, da je in občinska oblast in vse velike gospodarske družbe smo stopili skupaj in spromovirali stvar, kakor se je najbolj dalo. Drugač pa, predvsem bi rad povedal, sedanja vlada, ki jo vodi predsednik Janez Janša, zelo dobro prisluhne lokalnim oblastem, tudi idrijski, recimo. Vidijo vse premiki, vidi se to, da se trudite, da bi v takih koncih, kot smo mi, prišli do boljših življenjskih pogojev. Vsekakor pa moram zmeri eno in isto stvar ponoviti, ko bomo pa še to vsi skupaj ugotovili, da je zimska služba v Idriji stane skoraj 1 milijon, v Portorožu pa nič, in da bomo skozi ta sredstva lahko mi ceste boljše obnavljali, takrat bomo pa vsi popolnoma zadovoljni. Hvala lepa, lepo se imejte v Idriji. Da smo prebivalci Goriške regije med najsrečnejšimi v Sloveniji. Nekateri to povezujejo z odličnim življenjskim standardom, prečudoviti naravi ter ljubeznijo do sokrajana, drugi iščejo vzporednice z dejstvom, da ima naša prečudovita Goriška največje število vinogradov ter trg v Sloveniji. Goriško regijsko koordinacijo uspešno vodi predsednik Ajdovskega odbora, gospod Miha Kapelj, ki ga vabim na oder. Spoštovani gostje, spoštovani člani, simpatizeri, tudi nas v Goriški regiji je doletela čast, da povabimo tudi organizatorje Idrijce. Oni vejo, da so zelo pridni in tudi nam je čas, da smo mi tukaj iz cele regije. Res je, imamo največ vinogradov, to je res. In upam, da bo tudi na koncu tako barvno veselo, ko se ta slavnostni del konča. Tako da še enkrat uživajte, tudi tukaj v Idriji vsi in srečno naprej. Hvala. Pevski oder bo ponovno zavzel mešani pevski zbor dr. Frančišek Lampej iz Črnega Vrha nad Idrijo, ki nam bo zapel slavospev našemu najvišjemu očaku, Gori, ki udejanja pomen besede slovenstvo. Prisluhnimo delu Triglav, duhovnika ter skladatelja Jakoba Aljaža. Takoj za njo sledi še pesem Ljubim te Slovenija, avtorja Ota Pesnerja. Izvolite. Amen.
Ni zaman trditi, da na mladih svet stoji. To vam lahko zagotovostjo potrdimo prav vsi člani Slovenske demokratske mladine, ki deluje v naših krajih, pa tudi na celotnem Goriškem. Slovenska demokratska mladina že od samega začetka svojega delovanja predstavlja odlično odskočno desko za vse mlade, ki so pripravljeni, da s svojim udejstvovanjem pomagajo svoji domovini. V začetku letošnjega leta je Slovenska demokratska mladina pridobila tudi novo vodstvo, ki nadaljuje ter nadgrajuje zastavke, ki so si zgradili pretekli predsedniki ter predsednice. Več o delovanju ter pomenu Slovenske demokratske mladine vam bo povedal generalni sekretar Nec Brance. Izvolite. Lep pozdrav Idrija, lep pozdrav Goriška, tudi v imenu Slovenske demokratske mladine, največjega in najboljšega podmladka v Sloveniji. Najprej bi rad to priložnost izkoristil za zahvalo vladi, ki v zadnjem letu in pol z vsemi ukrepi izboljšuje standard v Sloveniji, tako za vse državljane, kot tudi za mlade. Prav vi ste zaslužni za to, da bo Slovenska demokratska stranka drugo leto, ko bo pač super volilno leto, so izvršile 4 volitve, imela možnost, da pokaže te rezultate. Ne bomo več kazali samo obljub in vsega tega, ampak konkretne rezultate. Vlada je pokazala, da lahko stori tudi nekaj za mlade. Vlada je namenila sredstva, da bo v naslednjih 5 letih postavila 5000 stanovanj za mlade. To niso naredili tisti, ki danes govorijo, pa so bili skoraj neprekinjeni na oblasti od leta 1945, ampak to bo naredila ta vlada, ki se bori tudi za mlade. S temi dosežki bomo lahko šli na volitve in vsem pokazali. Na drugi strani pa nam bojo ostali tisti, ki so danes spet pokazali, da želijo vzpostaviti vladavino ulice in z razbijaštvom grejo proti tej vladi. Proti tej vladi grejo z nasiljem. Ampak vlada se ne da. Njihov edini cilj je to, da s temi protesti, nasilnimi protesti, njihov cilj je, da s temi nasilnimi protesti naredijo to, da pokažejo prst na vlado in reče, vlada je kriva za te proteste, naj odstopi. Ampak vlada se te igre izsiljevanja ne gre in prav je tako. Opozicija bo na naslednjih volitvah spet šla s tem nasiljem, s ničemer drugim. Vse drugega nimajo za pokazati. Danes na prvem srečanju so pokazali prav to. Združili so se in sredini in petkovi protesti, čeprav govorijo, da nimajo nič skupnega. Imajo, in to so danes pokazali. Vsem je skupno to, da namesto, da bi opozicija šla proti nam s programom, čeprav se zavedajo, da nam ne more konkurirati, zato to počnejo, grejo nasproti z nasiljem. In jaz verjamem, sploh pa vidim to množico, da bomo naslednje leto lahko mi s programom in z ljudmi, ker naša stranka predstavlja ljudi in državljane Republike Slovenije, šli naprej in vzpostavili in pokazali naš program in ga izvedli naprej. Vlada je začela z nekimi nastavki, ampak lahko se nam zgodi, kot se nam je zgodilo 2008. Vlada je nekaj naredila, prišla je naslednja vlada, takrat Pahorjeva vlada in je vse porušila. In zato je tako stanje danes v državi. Potrebno je zagotoviti še en mandat in pokazati, da mi delamo za Slovenijo. Verjamem, da mi tukaj izbrani, pa še vsak naj pripelje kakšnega novega člana, prijatelja, soseda na volitve in tako bomo zmagali in lahko nadaljevali to uspešno delo, ker mi ne delujemo na floskulah, mi delujemo na dejanjih in to je ta vlada pokazala. Hvala. Eden izmed glavnih razlogov za tako dobro delovanje stranke je zagotovo tudi dobro zastopstvo na evropskem nivoju. Zato uspešno zgodbo že v svojem drugem mandatu stoji gospa, ki se je svojim občudovanja vrednim delovanjem v Evropskem parlamentu izdatno pripomogla k temu, da se naša domovina lahko danes pohvali kot napredna, razvita ter prodorna država članica. Ker sem prepričana in vidim, da se je dotična oseba v tem opisu že prepoznala, jo vabim na oder, da nam iz prve roke poda najboljši oris.
Lahko še nekaj povem. Najboljši oris trenutne situacije v Evropskem parlamentu ter Uniji nasploh. Gospa Romana Tomc, izvolite. Hvala lepa, sem kar malce v zadregi, hvala lepa. Pozdravljeni vsi skupaj, lep dober dan Idrija, lep dober dan Severna Primorska. Me res veseli, da smo danes tukaj, pozitivno vzdušje vlada, upam, da do konca in še naprej v naslednjem letu. Seveda pa najprej, tako kot je bilo rečeno, dovolite nekaj besed, da mogoče poskušam prikazati situacijo, kako se vidi nekako iz Bruslja proti Sloveniji in tudi obratno. Tako zgleda, kot da je Bruselj precej daleč, kajti novice, ki prihajajo iz Bruslja do vas, potekajo zelo počasi. Če bi naši mediji opravljali tisto vlogo, ki bi jo morali opravljati, potem mi danes tukaj skoraj da ne bi bilo treba nič povedati o tem, kaj se dogaja, posebej zato, ker Slovenija predseduje v Evropski uniji v tem trenutku, v teh pol leta, do konca leta vstopili smo v drugo polovico predsedovanja, dosegamo res velike rezultate, naši ministri odlično delajo. Mi smo tisti, ki dajemo ton odločitvam na ravni Evropske unije v Bruslju. Slovenija kot predsedujoča država, vlada, predsednik vlade Janez Janša kot predsedujoči svet. Tako da bilo bi prav, da to izkoristimo tudi za promocijo Slovenije, pa žal temu ni tako. Sicer pa počasi Evropa, vsaj jedrni del Evrope, prihaja nekako v normalne tirnice. Pogovarjamo se vse bolj o gospodarstvu, pogovarjamo se o enem zelo velikem paketu ukrepov, ki bo zelo bistveno posegel tudi v življenja prav vsakega od vas. Tukaj in vse povsod po Sloveniji, to so dokumenti, to so predpisi, to je zakonodaja, ki bo v bistvu povedala, kako bomo živeli v prihodnje, s kakšnimi obremenitvami, s kakšnimi novimi dajatvami, ker prehajamo v tako imenovano zeleno Evropo. Seveda bojo te odločitve o našem čistejšem okolju, ki so pozitivne, ki so dobre, ampak bodo imele na drugi strani tudi velike posledice v našem življenju in če z eno besedo rečemo v enem stavku, naše življenje se bo podražilo. O tem tudi ni prav veliko govora tukaj v Sloveniji in težko izveste kakšne podrobnosti okoli tega. Veliko je govora o gospodarstvu, veliko je govora o sociali. Vsaka država si po svoje prizadeva, kako bo napredovala, kako bo ohranila gospodarsko rast. In Slovenija je med vsemi državami članicami Evropske unije tukaj na vsepovsod na odličnih mestih. Imamo zelo dobro gospodarsko rast, višjo od povprečja, imamo nižjo brezposelnost, kot imajo sicer drugje, in imamo situacijo, v kateri je zaradi ukrepov vlade, ki so bili sprejeti v preteklem letu, razpoložljiv dohodek prebivalca Slovenije narastel. To ni značilno za vse evropske države, vse vlade niso sprejemale tako dobrih ukrepov in mi smo glede tega resnično lahko zadovoljni. Po drugi strani pa Evropa stopa v normalizacijo tudi kar zadeva življenje s COVID-om. V Sloveniji smo tukaj pa malce v zaostanku. Jaz si življenja, ker veliko potujem, brez potrdila o precepljenosti pravzaprav sploh ne morem več predstavljati. Vse povsod, kamor pridemo, nas o tem vprašajo. V Bruslju ne morete vstopiti v restauracijo, v neko uradno institucijo, kamorkoli, brez tega, da na telefonu pokažete potrdilo. To je življenje, ki so se ga ljudje navadili, ker varujejo svoje zdravje in sprejemajo to kot nekaj popolnoma normalnega. V Sloveniji temu še ni tako. Seveda so vzroki, zakaj so te razlike.
Vzroke, če jih na hitro malce predelamo, so recimo naš poznani vodja protestov, petkovih protestov, je prišel tudi v Strasbourg in je skušal ljubljansko kolesarsko zgodbo nekako nadaljevati tudi pred Evropskim parlamentom. Veste, kaj se mu je zgodilo? Takole so mu pokazali, na katerem prostoru ima dovoljenje, da stoji. Nobeden ga praktično ni zaznal, da tam je, in seveda vstop v Evropski parlament mu je bil strogo prepovedan. Kot ste pa zaznali, je pa v preteklem tednu na seji Državnega zbora lahko paradiral, predstavljal svoje ideje in praktično žalil vse ljudi, ki nekako normalno mislijo. In takšnih primerljivih podobnosti je še ogromno. Nikoli ne boste v tujih nacionalnih medijih, bruselskih, belgijskih, francoskih, katerihkoli, videli, da so dobili prostor, da svoje ideje predstavljajo protestniki. Čeprav se protesti dogajajo tudi povsod. Dogajajo se v Bruslju, dogajajo se v Parizu, dogajajo se v Berlinu, dogajajo se vse povsod. Imajo za to določen prostor, določen čas in nobene medijske pozornosti. Ta naš aktivizem, levi aktivizem in levi fašizem, ki mu lahko odprto tako rečemo, kajti prihajam še kar pod močnim vtisom tega, kaj se nam je pred 2 urama dogajalo nedaleč tukaj stran in temu ni mogoče drugače reči. Ampak ta aktivizem je dobil podporo in se lahko razvija zaradi tega, ker ima podporo v slovenskih medijih. Mi teh medijev nimamo. Ampak namesto medijev pa imamo nekaj veliko več. Imamo najboljšo stranko, imamo najboljše člane stranke, imamo najboljše podpornike. Seveda, imamo tudi najboljšega predsednika, jasno. To je tisto in pogled v prihodnost je tisto, kar nas razlikuje od ostalih, ki so zazrti v preteklost, ki ne znajo ničesar drugega, kot zahtevati svoje pravice, ostalih pa pač ne spoštujejo. Zaradi teh velikanskih prednosti, ki so v naših glavah, ki so v tem potencialu, bomo naslednje leto zmagali. Bomo 4-krat zmagali. In vi vsi, ki ste danes tukaj, tudi tisti, ki jih ni, ki skupaj z nami mislijo, ki želijo tej Sloveniji, nam vsem skupaj dobro, neko normalno življenje v prihodnosti, za vse nas, za naše otroke, za upokojence, za vse tisti bodo naslednje leto prišli na volitve, ne samo ugotavljali, da dela vlada dobro, ampak vzeli pot pod noge, nagovorili še kakšnega prijatelja, nagovorili vse sorodnike, odšli na volišča in omogočili, da bo ta vlada normalno delala še naslednje 4 leta v dobro vseh vas. Hvala lepa. Velik pomen za dobro funkcioniranje države ima tudi notranje ministrstvo. V času, ko so posamezniki v želji po lastnem povzpetništvu pripravljeni žrtvovati tudi zdravje ter posledično tudi življenja naših državljanov, je še toliko bolj pomembno, da vlogo ministra za notranje zadeve zaseda oseba, ki jo krasijo odločnost, jasnost ter predanost svoji domovini. Na oder tako vabim ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani, najprej hvala za ta aplavz, čeprav me je predsednik zdaj opozoril,
upam, da se nisi prepoznal kot policijskega ministra, glede na prejšnjo uvodno besedo gospodične. Torej, težko je povedati kaj tako udarnega po tako odličnem govoru naše evropske poslanke, pa vendar bom z vami vseeno delil nekaj misli. Torej, začel bom tam, kjer je Romana končala. Ni zgolj problem naših medijev to, da nekaj podžigajo, pravzaprav hujskajo vsemu, kar danes vidimo na ulicah, ampak v veliki meri tudi ignorirajo. Ignorirajo vse tisto, kar je v Sloveniji dobro. Jaz sem že pred časom rekel v takih družbah, da morda res ne bi bilo nič narobe, da vsak prvi petek ali pa drugi petek pogledamo, kaj se dogaja z kolesariatom v Ljubljani. Naslednji petek pa pogledamo v en konec Slovenije, pa pogledamo, kaj ljudje tam delajo. Delajo v vinogradih, na poljih, vzgajajo otroke, vzgajajo vnuke. Torej, tretji petek pogledamo na nek drug konc Slovenije. In na koncu bomo po teh petkih ugotovili, da razen majhnega dela, peščice ljudi v tej Sloveniji, ki pa ima enormno medijsko podporo, to, kar gledamo v petkih, sredah ali torkih, ni Slovenija. To je ponorela drhal, ki ima močno in veliko podporo medijev. In poglejte, to ignoriranje medijev se je pravzaprav najbolj eksemplarično izkazalo v tem tednu. Ta teden je bil tisti teden, ki je predstavljal vrh našega predsedovanja. Torej, naš predsednik ne samo, da je naši domovini za naslednjih let izpogajal denar, kot ga Slovenija še nikoli ni imela, ampak je v tem tednu gostil torej vse evropske voditelje, vse tiste, ki želijo Evropo in še nekaj drugih. Več kot 40 predsednikov se je zbralo na Brdu. Ste morda videli kakšen intervju z našim predsednikom? Ste videli kakšen intervju z Macronom, s Kurzom, z vsemi tistimi pomembnimi evropskimi voditelji? Ne. V torek, sredo, četrtek in petek ste gledali na televiziji to, do torka ste gledali to, kako je protest pravzaprav upravičen, kako ga še malo počgemo. V sredo, ko pa je policija končno odreagirala tako kot more, ste poslušali pa jabrajoče novinarje, kako je policija presegla svoje pooblastila. Lepo vas prosim. Torej, tako poročanje se počasi obrača samo v sebe. Ali z drugimi besedami, v Sloveniji več in več ljudi vidi, da to, kar gledamo na televiziji, ni slovenska realnost. In žalostno je, ko poslušaš visokega, sedaj že upokojnega policijskega šefa, danes na žalost celo predsednika veteranov slovenskih policistov, ki so mimogrede v času naše osamosvojitve odigrali zelo pomembno vlogo, torej slovenska milica, policija takrat je odigrala zelo pomembno vlogo. Danes govori, da je bilo pravzaprav pridržanje Zlatka brezpredmetno. Povedal je tako neumnost, torej povedal je takole, vse v Zlatko vsi poznamo, lahko bi ga zaslišali v petek ali pa v soboto. Torej, ko bi bila štala že dovolj velika, bi pa šli njega zasliševati. Jaz odkrito povedam, tega Zlatka do pred enim letom nisem poznal. In verjamem, da tudi mnogi med vami ne. V enem letu pa sem ga spoznal, posebej potem, da je že pred davnim časom, torej že pred mnogimi tedni, ob petkih naskakoval novinarje, pulil iz rok kamere, nadlegoval direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje in še kar celo množico stvari bi lahko navedli. Pa da ne bo pomote, včeraj je nekdo na Facebooku zapisal izjemno misel. Povedal je, da je njegov oče pred leti prišel v Slovenijo, da se njegov priimek tudi konča na Ič, ampak da je njegova domovina Slovenija, ker želi tukaj živeti, ker tukaj ustvarja, ker ima tukaj družino in ker ve, kje je njegovo srce. In mnogo je takih,
čeprav so prišli iz tujih mest, iz tujih krajev, so sprejeli naše vrednote, so sprejeli našo kulturno okolje in se asimilirajo tako, kot je potrebno. Če pa se vrnem oziroma zaključim še na to, kar ste povedali mnogi, moram reči, da ko smo to vlado začeli, je predsednik vlade povedal za mene zelo pomembno misel. Povedal je, decentralizacije ne moremo narediti, ker v parlamentu ne bo podpore. Torej, v tem trenutku ne moremo narediti novih pokrajin ali pa prenesti nekih novih pristojnosti na nižje nivoje, čeprav bi bilo potrebno, ampak lahko v tem našem mandatu, v tem trenutku preusmerimo sredstva tja, kjer najbolje vejo, kako se jih porablja. In to počnemo. In to je povedal župan. To počne tudi vsak od ministrov. Mimo grede, ne samo poprečnina. Vsak od ministrov, če je le malo operativen, je znotraj svojega proračuna našel 1, 2, 3 iz obstoječega proračuna, ki ga je tako ali pa drugače plasiral na občine. Sam sem to naredil za vse občine ob naši južni meji, zato da bolje, bolj varno in za večjo vnemo skrbijo in varujejo tudi občine našo zunanjo mejo. In naj rečem takole, verjetno so tole telovadnico pred vami že zgradili župan. Ne vem, ali je zgrajena pred vami ali ne, ampak vsekakor torej ne le vi, tudi vaši predniki so bili vizionarji. Telovadnica je poslikana v rumeno-modro barvo, kar pomeni, da so že takrat vedeli, katera je stranka, ki bo skrbela za navadnega človeka, katera stranka je tista, ki ve, kako mora vaš denar, ne naš denar, to je vaš denar, kako se mora vaš denar vračati v vaše žepe, ne pa ustajati nekje, ker nikoli ne vemo, kako ga potrošijo. Zato živela Slovenija! Na oder bi ponovno povabila pevski zbor, ki nam bo ponovno odpel 2 pesmi. Prva bo Slovenska dežela avtorja Jakoba Razloga in Benjamina Ipavca, druga pesem pa nosi naslov Pevec. Izvolite.
V naslednjem letu Slovensko demokratsko stranko čakajo številni izzivi. Tako imenovano super volilno leto bo odločujoče, ali se bo Slovenija obdržala na pravi poti, ki jo je začrtala v preteklih 2 letih pod vodstvom naše vlade. Vsi tukaj prisotni verjamemo, da bodo naši kandidati na vseh volitvah ponovno dosegli izjemne rezultate, s katerimi se lahko pohvali le naša stranka. Pot v volilno leto pa se vedno prične s tem, da vsak član naše stranke podrobno spozna svoje kandidate, ki bodo zastopali interese ljudstva ter vrednote stranke na državnem nivoju. Glede na to, da danes gostujemo v Idriji, tako prvo vabim na oder kandidata Andreja Poglajna, ki bo kandidiral v volilni enoti 1 okraj Idrija. Bi se pa tudi zahvalila našemu pevskemu zboru, ki nas je s pesmimi zabaval. Hvala. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovani poslanci, gospod minister Aleš Hojs, spoštovani gospod predsednik, gospa evropska poslanka. Veliko veselje je, da vas danes lahko pozdravim v mojem rodnem mestu, mestu Idrija. Veseli me tudi, da sem danes lahko v družbi domoljubov ljudi, ki jim lahko rečem prijatelji. In ponovno, dragi prijatelji, dobrodošli v Idriji. Idrija je mesto, v katerem leta 1490 preprosti izdelovalec lesenih posod izmenovan Škaftar našel živo srebrno rudo. Na tem mestu danes stoji cerkev Svete Trojice, ki je nemalo daleč odmaknjena od tukaj. Rudari so skozi 500-letno zgodovino rudnika dnevno odhajali v službo, na delo in žuljastimi rokami, prekrvavim potom garali za svoje družine. Družina, domoljubje, spoštovanje sočloveka in sodelovanje s svojimi krajani je bilo v Idriji vedno del osnovnih vrednot. In to so tudi vrednote, ki so vtisane v slehernega člana Slovenske demokratske stranke. 500 let kasneje, leta 1991, ko smo se osamosvajali, ko ste bili mnogi izmed vas pripravljeni darovati svoje življenje v želji po lastnem odločanju, po svoji lastni domovini, so te vrednote ponovno prišle na vrh, priplavile na površje. Mladi smo na to ponosni oziroma smo vam neizmerno hvaležni na to, da ste nam omogočili, da danes živimo v samostojni državi. 30 let kasneje, danes pa je Slovenija ponovno na nekakšnem razpotju. Ne smemo dovoliti, da nekateri iz sebičnih interesov Slovenijo spravijo na napačno pot. Ne smemo dovoliti, da malikovalci preteklega, nazadnjaškega, bivšega sistema, bivše države diktirajo, kdaj bomo odhajali na volitve in kdo bo vodil našo državo. Ne smemo tudi dovoliti, da se poziva k smrti pripadnikom in članom največje ter najštevilčnejše stranke v Sloveniji. Tako, da vas pozivam sedaj. V naslednjem letu moramo biti maksimalno aktivni in pripeljati našo stranko do ponovne, še številčnejše, še močnejše zmage kot v preteklih volitvah. Naša vlada je v letu in pol naredila ogromno. Rezultati so vidno praktično na vseh področjih družbe, gospodarstva in tako dalje. Imamo izjemno nizko brezposelnost, izjemno gospodarsko rast, v izvajanju so številni projekti infrastrukture, ki so bili prej samo sanje. Ob tem pa seveda moramo poudariti dejstvo, da že drugič naš predsednik predseduje Evropskem svetu. Naslednje leto, kot sem že omenil, je pred nami super volilno leto. Leta 2018 sem pred vas
stopil kot kandidat za občinskega svetnika. Kar so se v bistvu na dan prej pred razglasitvijo volilnih rezultatov zdele le kot sanje, je v bistvu na dan razglasitve volilnih rezultatov prišlo v realnost. Občinski odbor občine Idrija se danes lahko pohvali, da ima v svojih vrstah najmlajšega občinskega svetnika v zgodovini Slovenije. Naslednje leto, leta 2022, bom pred vas oziroma bom vaš kandidat na državnozborskih volitvah. Mnogi vam bodo obljubljali oziroma bodo drugim ljudem, ki še niso strankarsko oziroma nimajo tako utemeljenega strankarskega prepričanja, bodo obljubljali veliko. Jaz pa bom na tem mestu podal samo eno zaobljubo. Zavzemal se bom do zadnje kapljice svojega znoja oziroma svoje moči, da bodo glas ljudi idrijsko-cerkljanske slišani, da bodo naše ideje realizirane in da bodo problematike, ki se bodo pojavljale, rešene. Profesorica španščine me je v bistvu v mojem času gostovanja oziroma izobraževanja na gimnaziji Jure Vege večkrat poudarila sledeč pregovor. Rekla mi je takole: Andrej, v življenju boš spoznal 3 vrste ljubezni. Prva ljubezen je tista, ki jo boš občutil, ko si prvič prišel na svet. Ko ti je prvič zabilo srce. To je ljubezen do tvoje družine, do ljudi, ki so ti bližnji, do ljudi, s katerimi se bo tvoja pot večkrat prekrižala. Druga ljubezen, Andrej, druga ljubezen je tista, kateri boš podaril svoje srce, s katero se boš poročil, oblikoval svojo družino in z njo združil svojo življenjsko pot. Tretja ljubezen, Andrej, tretja ljubezen je pa tista, za katero tvoje srce dejansko bije. To je ljubezen do tvojega naroda, do tvoje države, do tvoje domovine in do Boga. In s to ljubeznijo je danes ta dvorana prenapolnjena. Gospod predsednik, v prejšnjem mesecu ste bili na vladnem obisku v naših koncih in ob obisku naše Idrije ste se oglasili tudi v enem izmed podjetij, ki je na svojem področju v samem evropskem svetovnem vrhu. Pred lastniki oziroma pred voditelji tega podjetja ste me predstavili kot mlad politični up te regije. Na vaše izrečene besede sem neizmerno ponosen in se jih štejem veliko časa. Pa kljub temu bi rad dodal nekaj. Slovenska demokratska stranka je tista, ki daje možnost mladim, ki dovoli mladim, da smo politično aktivni, da imamo možnost, da izražamo svoje mišljenje in svoje mnenje. Vendar tistim mladim, ki smo pripravljeni delati v korist domovine in v katerih še vedno, še z večjo nemo gori plamen naše osamosvojitve. Na zaključek vam podajam sledeče misli. Naš slogan v sledečem supervolilnem letu je Gradimo Slovenijo. Jaz pa dodajam tole. Mladi bomo soustvarjali, gradili mozaik sedanjosti. Mladi smo pripravljeni, da orjemo pot prihodnosti. Mladi smo pripravljeni, da gradimo Slovenijo. Da gradimo Slovenijo za vas, za nas, za vse, zate. Hvala lepa. Naslednji kandidat je gospod Danijel Krivec, kandidat volilni enoti 2, okraj Tolmin. Izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani, spoštovane članice, člani Slovenske demokratske stranke, tudi simpatizeri pa vsi ostali gostje. Lep pozdrav županu, ki je pohvalil naše delo. Ne morem pa, da ne grem mimo našega predsednika, ki se mu zahvaljujem
za njegovo potrpežljivost in vztrajnost. Verjetno večina ljudi ne ve, koliko dela je od zadaj, da se vse to realizira, kar smo slišali v predhodnih govorih, in brez takega predsednika, kot ga imamo mi, zelo težko karkoli realiziramo. Tako da Janez, z moje strani predvsem hvala za potrpežljivost. In pa seveda vztrajnost in nenasedanje raznim provokacijam, tako na evropskem parketu, kot tudi na domačem parketu, sicer ne tle na tem, ker je pravilno obarvan, ampak ponovadi pa ni tako da je treba imeti kar trdo kožo. Zdaj si kakšnega govora, tako kot moji mladi kolega, nisem pripravil, tako da Andrej, čestitke tudi z moje strani, res si dober kandidat. Jaz sem sicer že malo starejši, nisem pa še star, tako da bom tudi jaz rekel, da smo mladi in da imamo energijo, da gremo ponovno v kampanjo. Sam sicer že, ne vem, 10-tič, če štejem še županske zgodbe, ampak še vedno imamo voljo. Voljo imamo pa zato, ker vidimo, da se stvari spreminjajo na bolje. In to občutno. Tudi sam pač hodim veliko po Sloveniji, veliko se pogovarjam z različnimi ljudmi in vsi jasno povejo, niso verjetno vsi naši, ampak vsi pa jasno znajo povedati, da v tem času, kar je naša vlada z našim predsednikom, vse stvari dejansko premikajo v tisto smer, kot ljudje pričakujejo. Da bom rekel, vedno v pravo smer za kogarkoli, ampak vsi verjamejo, da spremembe so in da so večinoma v veliki meri v pravo smer. In mislim, da bi bilo nedopustno, da se vsi ne potrudimo in to nadaljujemo. Ne glede na to, da je neko res posebno leto, kjer je veliko volitev, tako da se bomo lahko tudi na različnih tehtali, ampak najbolj pomembno bo ravno to, te prve volitve za državni zbor, kjer vemo, da imamo od trenutka, ko imamo v državnem zboru stranko Levice, težko rečemo, da je to še državni zbor, včasih slišimo, marsikdo reče, to je zverinjak, nismo daleč od tega, glede na zadnje razprave, ki se dogajajo v državnem zboru, vendar je treba imeti vseeno trdo kožo to zdržati in nadaljevati z dobrimi projekti. Trenutno situacija ni najbolj, rekel, rožnata, predvsej stvari je treba zelo dobro premisliti, preden naredimo kakšen korak. In jaz verjamem, da če se vsi potrudimo, in jaz se tle zavezujem, da bomo po naslednjih volitvah bistveno lažje delali tudi v našem parlamentu. Vsekakor bomo imeli bistveno več poslancev, kot jih imamo zdaj. Jaz mislim, da smo v tem trenutku dejansko to, kar je bilo že strani nekaterih mojih kolegov povedano, v bistveno boljši poziciji v smislu kampanje, ker je praktično v vsaki občini, v vsakem kraju nekaj pozitivnega bilo narejeno v tem zadnjem letu ali pa letu in pol, kar naša vlada vodi našo državo. Tako da prvič imamo možnost, da se z nečem pohvalimo, da tudi jasno zagotovimo, da bomo s tem nadaljevali in da nam to na nek način tudi uspe prepričati tiste, ki na volitve prihajajo. Še vedno je pa velika naloga pred nami, da povabimo tudi tiste, ki običajno abstinirajo te volitve. Največkrat je bil njihov izgovor, se nič ne spreminja, sej moj glas nič ne šteje in tako naprej. Nujno je, da tudi ti pridejo na volilni dan in oddajo svoj glas, seveda za nas, in da na ta način tudi dobimo, bi rekel, neko boljšo trdno večino tudi v državnem zboru, kajti na koncu, kot vidite, gre vse skozi državni zbor. Res, da ima vlada veliko pristojnosti, vendar v našem primeru, ko imamo tako idealna sodišča, vrhovno sodišče, ustavno sodišče, nam nič ne pomaga. Marsikje se stvari zaustavijo, čeprav je od zadaj veliko, bi rekel, truda vloženega, pa zadeva pade in takrat je potrebno največkrat tudi popraviti kakšno zakonsko podlago za to, da se stvari lahko v naslednji fazi uredijo. In zato, da to uredimo, rabimo
dobro večino oziroma trdno večino v državnem zboru in to nas čaka v spomladanskih mesecih. Tako da pomlad prihaja, pripravljeni smo na njo, slogan je pravi, zdaj gradimo, prihodnje bomo gradili in to za vse, ne samo za nekatere, kot je bila običajna praksa v preteklosti. Tisti imajo največ zapovedati zdaj, kaj je vse narobe. 10-20 let praktično niso stvari premaknili z mrtve točke. Zato še enkrat gradimo Slovenijo za vse nas. Živela Slovenija! Naslednja na listi je kandidatka volilnega okraja Gorica 1, gospa Elena Zavadljiv-Ušaj. Izvolite. Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes zbrali, ki smo prišli v to Idrijo, ki dejansko nas je pričakala velika množica že zunaj in kadar so stopila skozi vrata in se pogovarjala z ljudmi in kadar je vsakdo nagovoril, se je videla tisto srčnost, tisto, kar nas druži, tisto, kar je v nas samih in vsak je rekel, komaj čakali smo, da se ponovno združimo, da se ponovno vidimo in smo se tukaj zbrali zato, ker nam je vsem mar, da bomo delali in gradili naprej to našo Slovenijo. Prav lepo pozdravljen, predsednik, tudi jaz sem zelo, zelo vesela in ponosna, da imamo takega predsednika, ki nas dejansko v teh težkih časih vodi, kljub vsem preprekam, kljub vsemu, kar mu postavljajo polena pod noge in seveda celotni ministrski ekipi, ki ni lahka. Ni jim lahka pot, ni jim lahko postavljati vsako spremembo in nekako iskati kompromise za to, da lahko vsaj nekaj premaknemo. In zmoremo zakaj? Zmoremo zato, ker smo skupaj, zato, ker se podpiramo drug drugega in zato, ker vemo, da tudi na naslednjih volitvah bomo uspeli. Ne dvomimo v to. Celotno volilno leto je naše. Celotno volilno leto je tisto, ki bo pokazalo, da Slovenska demokratska stranka se ne pusti, se ne da in jih nikakršen protestnik, nikakršen tisti, ki je tudi danes poskušal na predhodnem srečanju narediti oviro, ne bo preprečil. Mi bomo gradili Slovenijo tudi naprej. In veste, v državnem zboru se dan za dnem srečujemo s tem, da poslušamo neresnice, da poslušamo laži, da želijo naše besede obrniti na nepravo stran, na tisto stran, ki jo želijo mogoče slišati tisti, ki so naši nasprotniki. Ampak kaj se dogaja? Dogaja se ravno obratno. Zaradi takih sporočil, kot krožijo, naprimer, ena izmed sporočil je bila včeraj, zdaj verjetno ste spremljali 2 dni v državnem zboru razpravo o STA-ju in je poslanec Levice napisal, da kdo bo sedaj ustvarjal resnico. In kadar poslanec Levice napiše tak tweet, potem veste, kje smo. Da dejansko so vsi mediji tudi s tem, ko oni potrdijo v rokah levih. Mi pa moramo pokazati, da mi ne rabimo njihovih medijev, imamo svoje medije, največji smo pa mi sami. Naše besede iz ust do ust in mi bomo tisti, ki bomo prenašali to, kar je dejansko za našo državo dobro. Da bomo gradili naprej in da bomo rezultate, ki jih je naša vlada v tem mandatu naredila, z vašo podporo, z našo podporo, da bodo še te rezultate se nadgradili. Zdaj pa mogoče bi povedala samo na kratko tisti, ki me mogoče ne poznate toliko,
mojo zgodbo. Prvič sem kandidirala na prejšnjih volitvah leta 2018. Šla sem z navdušenjem in vem, da dejansko po tej poti, ki sem šla samo zaradi tega, ker sem imela dobro ekipo. In ekipa je tista, ki dejansko ustvarja rezultate volitev. In kaj je potem prineslo do rezultatov? Da prvo, kar se je zgodilo, iz tem naprej sem dobila veliko podpornikov na terenu in sledile so lokalne volitve, kjer smo spet z ekipo delali dalje, brez da bi dvomili v to, da nam ne uspe, in smo dejansko zasedli podžupansko mesto v naši novogoriški občini, ki je bila vedno samo za rdeče. Torej vidite, da se da. Da se. Samo vztrajati moramo. In to je se pokazalo z rezultati, da imamo zdaj ne samo podžupanjo v Novi Gorici, ampak imamo podžupanjo in še poslanko v državnem zboru. Tako da jaz resnično verjamem v vseh vas, da bomo tudi na naslednjih volitvah potegnili skupaj in dejansko naredili en korak više, en korak naprej in dokazali, da rezultate se lahko dela samo z vztrajnim delom in trdno voljo za dobrobit naše države Slovenije. Srečno Slovenija! Po volilnem okraju Gorica 2 bo kandidirala gospa Gabriela Kodre. Prosim. Prav lep pozdrav vsem navzočim, tako v vladi, predstavnikom vlade, gospodu predsedniku Janezu Janši, vsem poslancem, gospe Romani Tomc, res pozdrav lep tudi vsem, ki ste tukaj. Prihajam iz Šempetra pri Novi Gorici, čeprav del mojega srca še vedno ostaja v mojem rodnem kraju, to je v srču Vipavske doline Dornberg. Izposodila se bom tudi jaz slogan stranke Gradimo Slovenijo. Zakaj gradimo Slovenijo? Zato, ker jo je ta vlada uspešno postavila temelje. Na uspešnih temeljih se lahko zida hiša naprej. Vemo vsi pa, da je za temelje postaviti zelo težko, da je ogromno truda, ogromno vlaganj potrebno in mislim, da ta vlada nadpovprečno vlaga v te temelje ali kako po domači mi rečemo v fundo, ogromno energije, ogromno dela, da se bo potem lahko uspešno v naslednjem mandatu gradilo naprej. Sama vidim, da je potrebno še dograditi nekatere stvari oziroma še dopolniti reformo šolstva, reformo zdravstva, reformo sociale. Po svojih dolgoletnih izkušnjah vidim, da je šolstvo potrebno velike preobrazbe na vseh nivojih. Zdravstvo nam je v tem covidni situaciji tudi pokazalo, kje ima vrzeli, kje ima luknja, kje je treba to spremeniti, ne samo pokrpati, da bomo imeli neko novo kvalitetno zdravstvo. Enako tudi sociala, vidim oziroma vem, da se zakon o dolgotrajni oskrbi že dolgo pripravlja in sigurno je en dober namen in en dober cilj, da bi se ta zakon že čim prej sprejel in seveda tudi uporabil v praksi. Vsi skupaj, vsi tukaj, ki ste prisotni, z vašo pomočjo, z vašimi napori, z vašo reklamo, z vašo vizijo, z vašo pozitivno ravnanostjo, bomo tudi kandidati, ki bomo na volilni listi, lahko uspešni in lahko bomo skupaj sestavljali novo uspešno vlado. Se pravi, gradimo skupaj Slovenijo naprej. Zadnja v nizu predstavitev kandidatov je gospa poslanka Eva Irgl, kandidatka v volilnem okraju Ajdovščine. Izvolim.
Najlepša hvala za besedo. Sem zelo vesela, da sem danes tukaj z vami. Kot vidim, sem zadnja, ampak na volitvah bom pa prva. Bomo prvi, kaj ne? Tako to pač je. Skratka, še enkrat vse skupaj res lepo pozdravljam. Nazadnje, ko smo se srečali v podobni sestavi, mislim, da je bilo to pred evropskimi volitvami v Šempasu, govorim seveda za goriško regijsko koordinacijo, predtem v mojih domačih krajih, v Budanjah, no danes smo v Idriji. In res sem vesela, da sem v Idriji, 14 dni nazaj sem skupaj z kandidatom in pa svetnikom občinskim Andrejem Poglajnem kot predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide obiskala dom starejših občanov v Idriji in pa delovno-varstveni center v Idriji, kjer so me izjemno toplo sprejeli. Pogovorili smo se, povedali so mi, kje vidijo največje težave, kje pa vidijo tudi izzive in kaj je tisto iz dobre prakse, kar lahko tudi mi potem prenesemo v parlamentu naprej. Zdaj, moram povedati, da glede na to, da je težko govoriti, ko si zaden, ker večina razpravljavcev oziroma govornikov pred teboj vse že pove, zato bi se želela mogoče osredotočiti malo predvsem na tisto področje, ki ga jaz v parlamentu najbolj pokrivam kot predsednica odbora za delo. Kot že rečeno, jaz po terenu veliko hodim, po celotni Sloveniji, obiskala sem kar nekaj različnih oblik institucionalnega varstva in moram reči, da se tukaj srečujemo z dvema predvsem težavama. Prostorske kapacitete, ki so premajhne, ni se vlagalo leta in leta v domove za starejše občane, ampak danes ta vlada to počne in zagotavlja sredstva in dela vse za boljšo in lepšo starost. Druga stvar, ki sem jo videla, ko sem hodila po Sloveniji, pa je, da je premalo specifičnega kadra v teh institucionalnih varstvih. Slovenija se s tem žal sooča, to smo najbolj videli med samo epidemijo, ampak vlada je tudi v tem zahtevnem času poskrbela in 26 milijonov evrov namenila prav za ta kader, ki je bil nujno potreben. Zdaj, če pogledamo, kaj vse je bilo do sedaj narejenega, zlasti na tem področju, lahko rečem, da smo dvignili zagotovljene pokojnine. Prosim, da to tudi ostali širite naprej, tudi med mladimi, da bodo videli, da se lahko zagotavlja boljšo starost. Dvignili smo invalidske pokojnine, to smo želeli večkrat prej, že v preteklosti v opoziciji, ampak nikoli nismo bili uslišani, danes pa smo to storili. Popravili smo krivice kmečkim zavarovancem, nenazadnje izplačali smo 2-krat solidarnostni dodatek upokojencem v višini od 130 do 300 evrov. Skratka, izjemno veliko dobrega je bilo narejenega na tem področju in tudi na drugih. Lahko pogledamo, da smo odpravili mnogo krivic, ki so jih povzročile prejšnje leve vlade. Da se, seveda pa moraš za to imeti srce, ne samo puhlic in brez vsebinskih govorov na televiziji, ki se jim pa posveča bistveno preveč pozornosti. Vsekakor se bom jaz trudila, da bom še naprej zastopala vse tisto, kar se mi zdi prav, da premaknemo na državnem nivoju, da delamo v dobro ljudi. Tisto, kar nas ločuje od ostalih strank, je predvsem to, da imamo dejansko program, da imamo veliko za pokazati, zlasti v zadnjem letu in pol. Vsaka občina bo lahko pokazala, koliko investicij je dejansko bilo narejenih ali se bodo še zgradile. Dvignili smo povprečnine občinam in to ne samo enkrat, ampak 2-krat. To morate vse prenesti med ljudi, da slišijo in da vidijo, da se da delati dobro in da so žal premalo samo puhlice,
ki jih nekateri ponavljajo non-stop, imajo pa veliko medijskega prostora. Videti je potrebno dejanja. In kaj je še tisto, kar nas, Slovensko demokratsko stranko, dejansko loči od ostalih strank? In to je tudi najbolj pomembno za to, da dobiš volitve. In to je, da smo srčni, da verjamemo v zgodbo, ki jo imamo in da vemo, zakaj to delamo. Za vse nas in za tiste prihodnje rodove, ki si želijo dobro, uspešno in kvalitetno Slovenijo, brez sovraštva in brez negativizma, ki ga je tukaj absolutno preveč. Samo še to bom rekla, jaz moram povedati, da sem že vrsto let poslanka Državnega zbora. 5 mandatov. Lahko primerjam mandate med seboj v parlamentu in lahko rečem, da tako nizkega nivoja razprave še nikoli ni bilo. Smo imeli različne debate, se pogovarjali med seboj, konstruktivne tudi razprave, zdaj teh več ni, žal, ampak smo včasih bili tudi ostri, seveda, včasih se je šlo tudi malo čez, ampak v večini primerov smo nekako znali v ključnih trenutkih tudi stopiti skupaj. Danes, žal, imamo s tem velike probleme. In mislim, da je pot Slovenije v tem, da je med seboj povezana, da je združena in da jo skupaj gradimo. Gradimo za naše dobro in za vse tiste, ki za nami prihajajo. In če bomo imeli to v mislih, se nam ne more zgoditi nič slabega. Lahko govorijo, pišejo, vsak dan lahko Pop TV ponavlja tudi neresnice, lahko zavaja, laže, manipulira. Ampak če mi čutimo, da smo sposobni to izpeljati, potem bomo izpeljali. Jaz tako delujem in verjamem, da bomo mi vsi ravno tako. Najlepša hvala in srečno. Najlepša hvala vsem kandidatom za izčrpne in zanimive predstavitve. Slovenija je leta 2020 pridobila novo vlado pod vodstvom naše Slovenske demokratske stranke. S tem je Slovenija pridobila nov evropski svetovljanski vzgon. Danes, leto in pol kasneje, se lahko pohvalimo, da je naša domovina ponovno na pravi poti. Z odličnim mednarodnim sodelovanjem se je podkrepilo dejstvo, da je naša stranka tista, ki povezuje ter ustvarja nove povezave prijateljstva. Od trenutka prevzema vodenja države, pa vse do danes, je mandat te vlade spremljala epidemija COVID-19. Kljub temu je naš predsednik vodil državo po poti razvoja, ustvarjanja novih delovnih mest ter ponovne uveljavitve Slovenije v mednarodnih vodah. Po vsem navedenem na oder ponosno vabim predsednika vlade Republike Slovenije ter predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani gospod župan, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, lepo je pogledati tako polne mize. Tukaj v Idriji, pravzaprav sem v roku zadnjega meseca že drugič tukaj, v Idriji pa v torek bom spet, ker je pol vlade tukaj na sestanku s slovenskim avtomobilskim grozdom, kjer smo pogovarjali, kako temu delu slovenske industrije dodati še dodatni zagon. Tukaj so veliki potenciali, smo sredi začetka tako imenovanega zelenega prehoda, kar terja tudi velika dodatna vlaganja v industrijo, ki ustvarja velik del našega bruto domačega proizvoda. No in tukaj v Idriji imate kar en dober del te dobre sedanjosti in verjamem tudi dobre prihodnosti. Zdaj, veliko je bilo povedanega za tem mikrofonom pred mano v teh volilnih okrajih na Goriškem,
imate dobre kandidatke in kandidate. Verjamem, da jih bo veliko izvoljenih naslednje leto. To je vse od nas odvisno, ki smo tukaj, ne od medijev, od nas je to odvisno. In verjamem, da bodo vaše interese v Slovenskem državnem zboru zastopali tako, kot se spodobi, tako tisti, ki imajo že izkušnje, kot tisti novi upi, ki se na teh listah pojavljajo ali pa se bodo pojavljali prvič. Slovenija nekje ponovno na razpotju, ne prvič, smo bili že nekajkrat in vemo, kam je šel naš razvoj, kadar so bile odločitve nagnjene v eno ali pa v drugo smer. Kar nekajkrat so bili postavljeni dobri temelji, pa se je potem veliko tega zafuralo in smo morali iti nazaj in ponovno delati. Recimo leta 2008, na koncu našega prvega mandata, je bila Slovenija po kupni moči na prebivalca na 91% evropskega povprečja, Italija je bila takrat na povprečju, se pravi na 100% točkah, in mi smo računali, če dobimo še en mandat, bomo v 4 letih Italijo prehiteli. In bi jo lahko, ker je bila podlaga dobra. Pa je prišla neka vlada, ki je vodila stranka, ki je pisala, mislim, da je enako geslo, kot zdaj piše. Obljubljali so, da bodo delali drugače. Niso povedali kako, ampak rekli so, da bodo delali drugače. Niso delali drugače, delali so tako kot že prej, kadar so bili na oblasti in Slovenija je zgrmela za 10% točk v primerjavi z evropskim povprečjem. Pa smo imeli vsi gospodarsko krizo, vsi smo imeli finančno krizo, nismo pa vsi imeli 5 let recesije, tako kot Slovenija. In potem smo v tisti, lahko bi rekli, interventni vladi leta 2012 to reševali z težkimi ukrepi, ki jih je bilo treba sprejeti za to, da smo sploh obdržali slovenske javne finance nad vodo. Plačali smo visoko ceno za tiste ukrepe, ampak kljub temu je potem še trajalo, da smo tudi mi prišli v gospodarskem smislu na zeleno vejo. Pa še marsikaj se je vmes zgodilo, kar bomo očitno plačevali tudi v prihodnje. Recimo, gospa, ki je potem vodila vlado leta 2013-2014, je reševala 2 tajkunski banki, razlastila podrejene imetnike obveznic v državnih bankah in zdaj je prišla sodba Evropskega sodišča, da je bilo to storjeno nezakonito in nad nami visi tveganje milijarde evrov stroškov, če bo to iztoženo. Zdaj naenkrat je tiho, ampak prej smo pa poslušali 7 let od te iste osebe, kako je ona rešila Slovenijo pred trojko. Toliko neumnosti še papir v Sloveniji težko prenese. No in seveda, zdaj imamo vlado v času, ko imamo trojni izziv pred sabo. Prvi izziv je normalno upravljanje z državo, kar je v Sloveniji še posebej, če ima šibko koalicijo, vedno naporno. Zdaj srečujem kolege iz drugih evropskih držav, tudi z drugih držav po svetu in se vsi čudijo, kako je sploh možno vladati, ko rabiš 3 ali pa 4 stranke v koaliciji, ko se treba usklajevati z vsakim, ko moraš potem celo s posamičnimi poslanci iz opozicije usklajevati večino za rešitve, ki so same po sebi umevne, ki so v skupno korist in je že to samo po sebi velik zalogaj. Poleg tega pa smo vlado sestavili prvi dan potem, ko je bila razglašena epidemija, ko so predhodniki vrgli puško v koruzo in se ustrašili vsega tega. In seveda v tem mandatu imamo na ramenih tudi odgovornost reševanja številnih problemov drugih, s katerim živimo v Evropski uniji. Se pravi, vodimo svet Evropske unije in moramo reševati probleme, za katere še nikoli niste slišali. In kar tudi ne bo nagrajeno na volitvah, ker
dvomim, da kdorkoli tukaj ve, kakšne probleme imajo v Latviji pa na Severnem Irskem z irskim protokolom, ker ga bo očitno Velika Britanija odstopila, z ribolovom v Severnem morju. Ne vemo, ne ukvarjamo se s tem v vsakdanjem življenju in tisti v Estoniji pa na Irskem tudi ne vedo, kakšne probleme imamo mi tukaj v Idriji ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji. Ampak vsake toliko časa pač vsaka država članica prevzame to obveznost in to je kar velik napor. Za nami bo Svet Evropske unije vodila Francija. V Franciji imajo toliko ljudi zaposlenih v javnem sektorju oziroma administraciji, kot je nas Slovencev vseh skupaj, tudi če za mesto štejemo. Imajo toliko administracije, kot je nas vseh skupaj, pa bodo morali opraviti enako delo, kot ga moramo zdaj mi. Je to precej velik zalogaj, no, kljub temu. Slovenska vlada ni pozabila na ključno. Ključno pa so problemi naših državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev. Mi smo v zadnjem mesecu obiskali tri regije kot kompletno vlado. Tudi tukaj smo bili na Goriškem. Župan se spomni in čestitke še enkrat za dobro precepljenost, ker je to nekaj, kar omogoča kolikor toliko normalno življenje tudi v epidemiji. V povprečju v državi nismo prav visoko, zato ker se nagaja na vseh področjih, ampak ne bi zdaj o tem. Želim poudariti to, da smo v enem mesecu kot kompletna vlada in vsak obisk traja dan pa pol, obiskali 3 regije v Sloveniji, kar je več kot prejšnji 2 vladi v 5 letih. Oni v 5 letih niso bili sposobni narediti 3 takih obiskov, mi smo ob vodenju Evropske unije to naredili v enem mesecu in do konca mandata bo vlada obiskala vse slovenske regije, kjer rešujemo na licu mesta številne probleme, številne odprte vprašanja, ki se običajno rešijo šele takrat, ko vlada malo posveti na te probleme, pa birokracija iz predalov potem potegne za ostale pa nerešene akte. Sicer pa se to ne zgodi, ker je pač birokracija v Sloveniji velik problem in debirokratizacija je ena od zadev, ki jo potrebujemo za to, da bo denar, ki ga plačujete ob davkih, prispevkih, trošarinah, na položnicah, potrošen racionalno, da se milijarde ne bodo zgubile v tem birokratskem kolesju, da bodo stvari reševane v realnem času in da skupaj z veliko centralizacijo ne bi polovica tega ostajalo v Ljubljani. Ljubljana je naše glavno mesto, ampak je dobrih 12% Slovenije, nič več. Ampak če pogledate recimo samo koliko se poroča o tem, kar se dogaja v Ljubljani, potem koliko se poroča o ostali Sloveniji, boste videli, da je razmerje obrnjeno. O ostali Sloveniji se poroča 12%. Vse tisto, kar je tam na asfaltu sredi Ljubljane, je prva novica vedno. Pa če so to protesti, če ima župan Janković slab dan, ali pa če slučajno gre v stečaj kako podjetje, za katerega ste vi plačali veliko milijonov, ampak to je novica samo za en dan. Torej, rekel sem, da je Slovenija, da smo na nekem križišču, oziroma na to križišče prihajamo naslednje leto, ko bodo četvorne volitve. In zdaj razlika je alternative so zelo jasne. Da ni tukaj 10 različnih poti, sta 2. Ena vodi naprej, ena vodi nazaj. Preden smo prišli sem z Romano, z Alešem, z Borutom in ostalimi, s katerimi smo bili prej v Marezigah, v slovenski Istri, smo tam zelo jasno videli dve sliki. Kdorkoli je bil tam, je videl 2 sliki in razlika ne bi mogla biti bolj očitna. Tam v šotoru
mimogrede, to je kraj, kjer je Slovenska demokratska stranka na zadnjih volitvah zmagala. Pa so zdaj 3 dni nekateri pisali, da mi nimamo tam kaj iskati. To so pisali v Ljubljani, ne? In so, ne vem, mogoče kdo misli, da se bomo ustrašili tega. No, ampak tam smo se zbrali, tako kot vi tukaj. Veliko nas je bilo, daleč največ od vseh srečanj primorske regijske koordinacije. Dobro reklamo so naredili, verjetno je tudi to prispevalo k udeležbi. In bilo je tako kot tukaj. Govorili smo o prihodnosti, o tem, kaj je potrebno narediti, zato da Slovenijo gradimo naprej. Tudi tam smo poslušali lepo slovensko pesem. Ni bilo tako velikega zbora in tako dobrega repertoarja kot tukaj. So pa bili tudi dobri pevci. Bil je zbor malo manjši, ki je praznoval 50. obletnico. Skratka, šlo je za prijetno druženje, kjer smo predstavljali tudi kandidatke in kandidate za prihodne volitve. Skratka, počeli smo nekaj, kar je bistvo demokracije. Počeli smo nekaj, kar je temelj slovenskega ustavnega reda. V slovenski ustavi piše, da je Slovenija republika, kjer ima oblast ljudstvo, ljudstvo lahko odloča neposredno na referendumu in preko predstavnikov, ki jih izvoli v državni zbor, v parlament. Zato, da volitve normalno potekajo, se ljudje združujemo v različne politične stranke, ljudje smo različni, imamo različne interese, različne poglede in vsak pač gre tja, ker misli, da tista stranka ponuje nekaj, kar je najbliže temu, kar verjamemo. Včasih je bilo dovoljena samo ena in pač tisti, ki smo starejši, vemo, kako je to izgleda. Zdaj lahko več strank in več strank mora biti zato, da parlamentarna demokracija normalno funkcionira. Mi obstajamo več kot 30 let. Vsem tem času smo zborovali marsikje, nikoli pa nismo kakšni drugi stranki nagajali pri njenem delovanju. Se spomnite, da bi kdorkoli iz Slovenske demokratske stranke ob zborovanju neke druge stranke kričal, zmerjal, metal predmete v avtomobile, kot so danes počeli tam v Marezigah, grozil smrtjo, mahal z totalitarnimi simboli in se, rekel, neznansko drl, tudi zaradi tega, da bi dokazal, da jih je več, ampak ko smo tja gledali, nas je bilo v šotoru več kot tistih zunaj. Nas je bilo v šotoru več kot tistih zunaj, čeprav smo se zbrali samo iz ene regije, zunaj pa so bili iz cele Slovenije. Domačini so rekli, glejte, tamle ni domačinov, da bi jih lahko prešteli na prste ene roke. To se je voženo, drugod so prišli delati zdraho. In je morala policija pač zaščititi neko ustavno dejanje. Jaz upam, da jim bodo poslali račune za te stroške, ker je to dejansko nenormalno. Ampak po svoje smo jim pa hvaležni. Kdorkoli pogleda te slike od tega našega druženja tam, pa tistega, kar se je zunaj dogajalo, vidi razliko. Vidi razliko in gledajte, če kdo misli glasovati za grožnje smrtjo, za zmerjanje, za nasilje, pa potem to ni dobra prihodnost za Slovenijo. Jaz sem prepričan, da je velikanska večina ljudi v tej državi pri zdravi pameti in da tega enostavno ne podprla. Pač za cele Slovenije so tja vabili ljudi, tisti, ki organizirajo proteste ob sredah in tisti, ki organizirajo proteste ob petkih. Zdaj so naenkrat bili skupaj.
kar pomeni, da imajo iste botre v zadju in imajo seveda tudi enako medijsko podporo. Tole danes tukaj je naše 14. regijsko druženje. Ne, 14. Vsa so bila dobro obiskana, mislim, da imamo samo še Koroško naslednjo soboto. Hvala tistim, ki ste bili z mano praktično povsod, Romana, Aleš, Borut, Mitja. Je to nek napor, ampak glejte, mi resno jemljamo ustavno demokracijo. In verjamemo, da je možno spremembe doseči na volitvah, ne pa na ulici. Imamo neko stranko, ki pravi, da bo delala drugače, objavlja pa sliko, kako skačejo po trgu, ker piše, vi imate večino v parlamentu, ampak ulice so pa naše. Mislim, ulice so tudi njihove, ulice so od vseh. Ampak ulice v demokraciji ne odločajo. Ulice so odločale, ulica je odločila, ko je šel Mussolini na Rim. Ulica je odločila v mnogih državah Srednje Evrope, ko so komunisti prevzemali oblast po drugi svetovni vojni brez volitev. Ulica je odločila v Mariboru, ko je odstopil župan Kangler zaradi nasilja, ki so ga povzročili takrat leta 2012, ko je bilo v eni sami noči ranjenih skoraj 100 policistov. Ampak to ni demokracija. To ni demokracija. In v vsakem primeru je naša naloga, da to, kar smo napisali tukaj na naše geslo, pravzaprav po neki naravni poti je prišlo do tega, da smo izbrali Gradimo Slovenijo za našo geslo za nastop na prihodnjih volitvah. To je za razliko od tega, kar je bilo leta 2018 ob zadnjih državnozborskih volitvah možno podkrepiti tudi za dejanje in za rezultati. Tako da našo nalogo bo zdaj vseeno lažje. Rezultati so tukaj. Včeraj smo v državnem zboru predstavljali proračune za prihodnji 2 leti. Slovenija še nikoli ni imela na voljo toliko sredstev za investicije, kot jih ima zdaj. Deloma nepovratna sredstva, so to nepovratna sredstva iz evropskih fondov, predvsem iz sklada za okrevanje in odpornost. Deloma pa so to, ali pa v največji meri so pa to naša sredstva, vaš denar, ki ga bomo namenili za vrtce, šole, domove za starejše, za cestno infrastrukturo, za to, da bo vaše življenje lažje, ne pa za stotine nevladnih organizacij, za katere niste še nikoli slišali, ki niso nikoli nič naredili, pa je šlo zanje na desetine milijonov evrov v preteklosti. In to imamo tudi, za letos imamo napovedano gospodarsko rast preko 6%. Lanski padec je bil za četrtino manjši, kot so nam napovedovali, 4%, kar pomeni, da mi že presegamo vrzel, ki je nastala v lanskem letu, zato lahko tudi več investiramo in za prihodnje leto imamo tudi napovedano neto rast, recimo glede na predkrizno leto 2019, ki bo šla proti 5%. Zato lahko investiramo. Zdaj, včeraj je levi del opozicije obstruiral oziroma bojkotiral predstavitev teh številk. Mislim, da je eden od njih celo rekel, da oni ne morejo poslušati, kako se bo vlada hvalila z rezultati. To bi ga še razumel, je bilo zelo iskreno. V bistvu pa gre za to, da na to, kar je v našem programu in kar je podkrepljeno z rezultati, tam enostavno ni alternative. Ste slišali kako alternativo na to, kar mi predstavljamo? Njihova alternativa je to, da so podpisali sporazum, v katerem pravijo, da se bodo vsi združili proti nam.
To je program. Izključevanje, to je prva točka. In pravi, da bodo delali drugače. To verjamemo, samo kako drugače smo pa to že videli. Torej, gledajte, na tej grafiki je satje. Vsi vemo, kakšen simbol je to. To je simbol delovnosti, marljivosti in tudi sladkih rezultatov. Slovensko satje šteje preko 2 milijona celic. In mi ne želimo izključevati nikogar. Mislim, da smo to dokazali. Mi smo v tem mandatu sestavili vlado potem, ko je prejšnja vrgla puško v koruzo. In to vlado smo vzeli tudi stranke z poslanci, ki so recimo glasovali za odvzem mojega mandata recimo leta 2014, ki so počeli marsikaj, ampak pred nami je bila epidemija in Slovenska demokratska stranka je izbrala težjo pot takrat. Ne samo pot sodelovanja s tistimi, ki so bili prej na neki drugi strani, kjer bi lahko, če bi gojili zamere, lahko to naštevali dolgo časa. Ampak to ni bila glavna preizkušnja. Glavna preizkušnja je bila to, da smo se morali odločiti, ali bomo naredili nekaj, kar bi bilo verjetno oportunistično in bolj za stranko. Če bi šli mi lani na volitve v času, ko je epidemija šla v nebesa, ko smo bili brez zaščitne opreme, brez načrtov, brez tega, da bi prejšnja oblast kakorkoli upoštevala predloge Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila pri nas par let prej in je vse povedala, kaj bi še morali narediti za to, da bi bili odporni na pandemijo oziroma epidemije. Karkoli bi se zgodilo, bi lahko krivili prejšnjo vlado. Bi šli na volitve in bi verjetno zmagali z veliko razliko. Vprašanje pa je, kakva je bila cena za Slovenijo. In nekateri ste tukaj sedeli smo na seji sveta stranke in se pogovarjali o tem, ali bomo naredili nekaj, kar je dobro samo za nas, ali bomo naredili nekaj, kar je v interesu domovine. In smo se odločili za to drugo. In seveda ne prvič, to smo naredili že v času krize leta 2012 in takrat smo plačali visoko ceno, nihče nam ni bil hvaležen za to, obratno. No, ampak zdaj je situacija vseeno drugačna. Tudi nekaj smo se naučili od takrat, imamo dobre rezultate in za razliko od leta 2018, s temi rezultati je pač treba pred ljudi. S temi rezultati je treba pred ljudi in kdorkoli bo kandidiral v kateremkoli od vaših okrajev, ne bo lahko zgolj našteval, da imamo visoko gospodarsko rast, da so se pokojnine povečale v enem letu za 7%, prej pa v 4 letih za 6 evrov, ali koliko ste več dobili, da so šle plače gor za več kot 5% realno v lanskem letu, kljub epidemiji, da smo blažili posledice epidemije z raznimi dodatki, boni in tako naprej, se pravi, da je šel denar do vas, do ljudi, ne za banke, pa za Metelkovo 6. No, poleg tega ne bo nobene občine v Sloveniji, nobenega okraja v Sloveniji, ker tisti, ki boste kandidirali, bi mogli pokazati tudi konkretne naložbe, ki so že ali pa še bodo prišle iz načrta za okrevanje ali iz proračunskega okvira za konkretno občino, konkreten kraj ali volilni okraj. Se pravi, kot pravimo tisti, ki smo včasih delali v IT-ju, ne bo sem software, bo tudi hardware. Se pravi, tudi konkretne stvari, ki boste lahko dali
program oziroma v svoje nastope in s tem bo pač treba od ljudi do ljudi. Tega ne bo na Pop TV-u, ne bo na nacionalni televiziji. To je naše 14. regijsko srečanje. Mislim, da se nas vedno več zbere, kot se jih zbere v petkih, kar je prva novica na nacionalni televiziji. Kamera nacionalne televizije je bila samo prej v Marezigah, pa ne zaradi protestnikov. Damo pa za to hišo več kot več kot 100 milijonov na leto. Včeraj so bila s podpredsednikom vlade v Tuhinjskih Toplicah, to je malo čez mejo na hrvaški strani, ampak to je slovenska naložba. To je velika slovenska turistična naložba dol, ne od zdaj, že od prej. Tam je bila velika konferenca med predstavnikov hrvaškega in slovenskega turističnega gospodarstva o tem, kako združiti sinergije letno pa zimsko sezono, zato da bomo vsi imeli več od tega. Tudi to, da ne bo samo 1 milijon Slovencev šlo na Hrvaško, pa samo 30 000 Hrvatov potem v Slovenijo v zimski sezoni, kar je bilo v lanskem pa v letošnjem letu. Imeli smo tudi sestanek z vodstvom hrvaške vlade o odprtih vprašanjih. Potem smo imeli s hrvaškim predsednikom izjave za medije, tam je bilo 30 hrvaških medijev, pa nobenega slovenskega. Pa mislim, da ima nacionalna televizija celo dopisnico v Zagrebu. Mislim, toliko o naših nacionalnih medijih. Torej ne računati na nje. Vi ste mediji, kot je prej Elena rekla. In od tega, kako močan medij bo vsak od nas, bo odvisno, kakšen bo naš rezultat. In od tega, kakšen bo naš rezultat, bo odvisno, kakšno bo Slovenija v prihodnje. Hvala vam, ker boste del tega velikega projekta. Želim vam lep dan še naprej. Naslednje leto na 4. zmago. Bog živi Slovenijo. Gospod predsednik, če se kar obrnete, pa pridete nazaj. Povabila bi pa tudi vse kandidate, da izvedemo skupinsko fotografijo. Ali pa tukaj odpredi, seveda. Gospod predsednik, še vas bomo rabili. V tej priliki bi v imenu našega idrijskega odbora gospodu predsedniku se lepo zahvalila za nagovor in mu izročila darilo, ki je slučajno prav iz mojih rok. Tako da, gospod predsednik, hvala, da ste se oglasili v Idriji in upam, da se boste še kdaj. Hvala. Dragi gostje, prišel je čas, ko se končuje uradni del prireditve. Ponosni smo lahko, da smo se kljub težki situaciji zbrali v takem številu. To nam da vedeti, da nas take situacije združujejo in ne razdvojujejo. Stojimo za svojimi prepričanji in načeli in to je bistvo dobro delujoče stranke. Zavedati se je potrebno, da je v tej uspešni zgodbi pomemben prav vsak posameznik. Za konec pa naj se nam vsem prav lepo zahvalim za obisk v naši prečudoviti Idriji.
Vabim vas, da se nam pridružite še na neuradnem delu, kjer vas bomo pogostili s tradicionalnimi idrijskimi šlikrofi, pijačo, ves čas pa nas bo zabaval ansambl Štravs. Naj vas prav vse lepo spremlja star idrijski pozdrav, ki veli srečno. Hvala lepa.